Če bi včasih vprašal, kaj je osebni računalnik, bi bil odgovor enostaven. Monitor, miška, tipkovnica in kištan. Danes je seveda drugače, še zmeraj je lahko računalnik tak, ampak so alternative, ki bodo tako obliko računalnika kmalu pospravile na smetišče zgodovine. Proizvajalci računalnikov so začeli padanje prodaje najprej bremzati z prenosniki, ki smo jih predstavili v eni od prejšnjih tehnokamer, kjer smo tudi povedali, da danes se vse manj potrošnikov odloča za nakup prenosnika, zaradi tega, ker njihove nekdanje funkcije nadomeščajo pametni telefoni pa tablice. Zato smo se danes odločili, da bomo predstavili eno drugačno napravo in to je Računalnik tipa vse v enem, se pravi nekaj, kar izgleda kot klasičen monitor računalniški, skoraj klasičen, pač malo drugačne enotce ali pa tako naprej, in ima pa zadaj vgrajeno vse ostalo elektroniko, se pravi cel računalnik, podobno kot pri prenosniku v enem tem ohišju, skupaj z brezžično tipkovnico, brezžično miško in iz njega gre samo en kabel, se pravi naprava, ki podobno kot prenosnik ne zašari cele mize in prostora pod njo, ampak ponuja nekaj malo več elegance v domu. med prvimi minusi, zato ker to je udobje. Proizvajalci obljubljajo udobje, zato ker je samo en kabel, ni nobenega kablovja zadaj, nič ne treba preklapljati pa odklapljati. Zato prva stvar, na katero je treba pomisliti, je to, da je taka naprava zagotovo precej dražja, kakor bi bila enak zmogljiva naprava, kjer bi vsak del kupovali posebej. Kišto s procesorjem, pa zaslon pa to. To je recimo minus. Tako je, tale računalnik, recimo ta konkreten je Lenovo B550, stane približno 1000, mogoče še celo majčkeno več. Primerljiv prenosnik recimo bi dobili za kakšnih 800. Ali pa tudi manj. Ja, kombinacijo navadnega računalnika, se pravi tega namiznega, kište po domače, in pa monitorje bi pa verjetno dobili še za kakšnih 100 evrov manj. Sigurno. Torej, to je prva taka negativna plat tega računalnika. Druga negativna plat je pa nadgradljivost. Če ste navajeni sami dodajati RAM, pa računate, da boste enkrat vgrajen disk zamenjali za SSD disk ali pa karkoli, lahko to večinoma kar odmislite, ker je tele naprave zelo težko nadgrajevati ali pa dograjevati. Nekaj stvari je mogoče naročiti pred nakupom za doplačilo, ampak to, da boste pa sami kaj došarili, pa ni zelo verjetno. Ja, se pravi, ko se odločate za nakup take zadeve, morate imeti v mislih, da bo to naslednja 3 leta, 5 let, to vaš računalnik, ki bo tak, kot ste ga takrat, ko ste ga kupili, enako kot prenosnik. Potem se boste pa pač odločili za nakup novega. Je pa tudi nekaj prednosti. In sicer take naprave so bile, to ni nekaj novega. Na trgu so že kar nekaj časa, Apple jih je populariziral že pred 10 leti. iMac je bil konec 90-ih let že prvi, še v tisti katodni obliki. Seveda jih je že takrat populariziral, ampak danes se je kar nekaj spremenilo. In to je, da so postale tehnologije, ki jih uporabljajo te računalniki, od brezžičnih tipkovnic, mišk, zaslonov in vsega precej boljše. Skratka, mogoče je, to so zrele tehnologije, ki delajo, ni vam treba tipkovnice preklapljati, pa se zanašati na muhast Bluetooth. To pač dela. In še ena stvar je recimo pri teh novejših, kot je tale, tukaj je zaslon na dotik. To se pravi, da sem nekaj sprožil, karkoli že. Tukaj se pač premikamo po njem takole, da enostavno drsimo s prstom, tako kot smo navajeni pri tablicah, pri pametnih telefonih, in to je določeno obdobje za kakšne stvari, recimo za kakšno tako brskanje po spletu na hitro, je to zelo lahko uporabno. Koliko je to uporabno? Recimo ti uporabljaš zaslon na dotik na tem žnalogi in tudi tukaj. Kakšne so to izkušnje? Koliko dejansko uporabljaš zaslon na dotik pri osebnem računalniku, ki je še zmeraj nekaj, kar je namenjen bolj tipkanju? Ja, pri tistem resnem delu, sploh ko sem v namizju, ga uporabljam toliko, da kakšne stvari potrdim ali pa kaj takega, da se mi ni treba s kazalcem miške do tja sprehajati, ampak pač enostavno stegnem prst in kliknem tja in je to dosti hitro. Ali pa mogoče, da se kam premaknem ali pa kaj takega, to je tudi zelo uporabno. Za brskanje pa takrat, ko ne iščem nič konkretnega, ampak pač hočem pogledati malo novice pa take stvari, odprem ta brskalnik v tem modernem okolju in tam je to zelo fajn, zelo uporabno, da pač samo s prstom tja pa sem, če pa kaj bolj resnega delam, pa dostikrat še zmeraj miško pa. Moram pa opozoriti, da če imate preveč
pedantnega partnerja ali pa partnerko, ki bo tudi uporabljal ta računalnik, Je fajn imeti je krpico. fajn imeti nekje. krpico zaradi tega, ker bojo lahko zelo nesrečni, ker bo pač zaslon ves čas mečken zapacan s prsti, če ga boste uporabljali na dotik, sploh zato, ker je pri tem konkretnem modelu zaslon izredno svetleč. Ja, to je res. Je pa računalnik tak, da se ga da s tem stojalom malo bolj tako v položno lego dati, tako da je kar primeren za tako uporabo s prsti. Je še nekaj drugih prednosti teh računalnikov, recimo kakšen vgrajen televizijski sprejemnik ali pa vgrajeni zvočniki in podobne Celo stvari. optična enota, ki jo Ja, celo to. celo optična enota ima, Celo to imamo še, čeprav recimo ki jo je taki v računalniki, prenosnikih sploh skoraj ni več. ultraprenosniki ni več. Ja. Tako da nekaj prednosti take naprave definitivno je. Morate se pa sami odločiti, koliko Je ta udobje, koliko je pomemben in koliko osebnih računalnikov mislite imeti v gospodinjstvu in koliko jih nameravate prenašati s seboj še kam drugam. sploh zato, ker imamo danes že vsaka malo boljša televizija tudi omogoča kar neki funkcionalnosti enega takega all-in-one računalnika. Če ste igričari, če imate kakšne posebne želje, da se ukvarjate z montažo ali pa podobno, da hočete vedeti, kaj imate sami v kišti, ali pa če vam je pomembna cena in hočete prišparati nekaj 100 evrov, potem je ta klasična kombinacija monitorja in kište še zmeraj boljša odločitev. Drugače pa se lahko odločite za kakšno tako domačo prenosno napravo. Pogojno prenosno. Pogojno prenosno računalnik, vse v enem, ali pa enostavno greste na prenosnik. Ki je še zmeraj verjetno boljša in bolj elegantna rešitev. Tako. To je bila še ena epizoda naše Tehnokamre. Če vam je bila všeč, prosim to kje povejte na kakšnih naših družabnih omrežjih ali pa v komentarjih, če vam ni bila enako, in tudi kakšne predloge seveda z veseljem sprejemava.